Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Anja Šircelj. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji 7. V sredo se je v Trbovljah in Hrastniku razvilo neurje s točo in obilnim dežjem, kar je povzročilo poškodbe na strehah stanovanjskega bloka, na avtomobilih, po vrtninah, narasla je tudi meteorna voda. Na terenu so bila pristojna gasilska društva. O škodi, ki je nastala, pa več v naslednji informativni oddaji. Naša naslednja zgodba ima začetek med razglašeno epidemijo, ko je po spletu okoliščin objava na družbenem omrežju začela dobrodelno akcijo oziroma spodbudila 4 občane Trbovelj, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Več o začetkih in delovanju skupine, ki so prepoznavni pod imenom Mi Trbovci za Slovenijo, pa glavni organizator Edis Jašarevič. Tu je prišlo čistko spontano. Smo na začetku zasledili eno objavo od ene ženske, ko je dobesedno napisala, da v bistvu nima nič za svojo družino, za svoje otroke. In pol jaz sem aktiviral svojega kolega Sevlodina in Tino Čebin, če bi imeli skup stopili, da bi zbrali vsak pač kar lahko, 50-100 evrov, in smo res naredili tak lep odziv. Smo spakirali prvi ta paket v Sevencu do ene mamice, samohranilke, in odziv od ljudi je bil fenomenalen. Dobesedno je tu eksplodiral. Zbrali se je ogromno gotovine, denarja, potem pa fasunge, kar tu je taka zgodba dobesedno človeka malo prizadene. Dobesedno se mi je oglasilo toliko družin, ko so v podobnih situaciji ali celo slabših. In pol smo si dobesedno, ko se mi je tukaj ljudi javljalo, da bi rabili našo pomoč, smo se odločili kot ekipa, da nadaljujemo s tem. In do zdaj smo obiskali 70 družin. Kakšne vrste donacij pridejo najbolj prav? Prehrana. Je pa tudi finančno. Vsak da pač tukaj, kar lahko. Darko Kunič je naš grafik, nam je tudi naredil eno spletno stran, Mi Trbovci za Slovenijo, in prek Facebooka ali pa na telefonsko številko, kar mene osebno pokličajo 070 161 691. Kot so še povedali, si želijo s svojim delovanjem pritegniti k donacijam tudi večja podjetja, tako v obliki gotovine kot darilnih bonov. Za prevoz večjih elementov, kot je pohištvo, bi jim prav prišel kombi, so pa tudi v fazi iskanja prostora, ki bi jim služil za skladiščenje doniranih oblačil in drugih stvari, ki jih ne morejo še isti dan predati naprej. Razmere z omejevanjem druženja, strogimi zaščitnimi ukrepi pred morebitno okužbo so močno čutili v ustanovah, kjer so najranljivejše skupine. Ena takšnih je dom starejših občanov Poldejberg Jamske na Izlakah. Govorili smo z direktorico Matejo Černi. To najhujše obdobje je za nami in smo resnično zelo veseli, da smo ga preživeli. Kljub temu, da je bilo zelo naporno, tako za zaposlene, kot seveda tudi za stanovalce. Mi smo se zelo hitro organizirali, v bistvu smo se že 5. marca odločili, da bomo dom zaprli za obiskovalce in se potem tekom dnevov velikokrat sestali, reorganizirali delo, reorganizirali celotno življenje v domu. Stanovalce smo nekako mogli razporediti na ta način, da se niso med seboj veliko srečevali, bili so razporejeni predvsem po nadstropjih, ker pa smo si želeli, da bi se še zmeraj kolikor toliko v redu počutili, smo organizirali tudi termine sprehodov v park, seveda vodene. Ko se je celotna stvar začela, je bila v prvi vrsti bitka za maske, bitka za zaščitno opremo. Iz dneva v dan je bila ta zaščitna oprema dražja in iz dneva v dan jo je bilo zelo težko dobiti. Ob rahljanju ukrepov, koncu razglašene epidemije, so morali v domu vseeno obdržati strožji protokol. Za večjo osveščenost o tem so obiskovalcem poslali navodila, ki naj bi se jih zaradi ohranjanja varnosti prebivalcev in zaposlenih v domu dosledno držali.
Mi smo se pravzaprav teh ukrepov tudi nekoliko bali, ker potem so se ljudje sprostili in nekako niso več upoštevali pravil higiene, pravil nošenja mask, ki pa pri nas v domu še vedno veljajo. Zato imamo še zmeraj obiske nadzorovane, se pravi, imamo pač zaposlene, ki pripeljajo stanovalce pač v avlo. Ne želimo si, da bi obiskovalci prosto hodili po domu, pač pridejo obiskovati svojega najdražjega in če je lepo vreme, naj bi si obiski pač odvijali zunaj doma, v parku, okrog doma, če pa je deževno, pa seveda tudi v našem dnevnem centru, ki je zelo velik, zračen. Tudi kar se tiče obiskov, imamo določene termine za obiske, tako dopoldne kot popoldne. Direktorica je še dodala, da jo ponovno večanje števila okuženih skrbi. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je za julija pripravila zanimive aktivnosti, ki so počitniško obarvano namenjene otrokom. Več o njih pa direktorica Katra Hribar-Frol. 1. julijem začnemo s humanitarno akcijo zbiranja šolskih potrebščin za otroke iz Trbovelj v sodelovanju z Rdečim križem Trbovlje. Potrebščine se zbirajo do 17. avgusta, takrat bomo te potrebščine predali tistim, ki jih potrebujejo. Letos je malo drugače, zbiramo še vedno na oddelku za odrasle, na mladinskem oddelku in v enoti. Ampak naročili so mi na Rdečem križu, da naj povem, da puščic in šolskih torb oziroma nahrbtnikov letos ne potrebujemo. Se pravi, zbiramo vse ostalo, ne pa nahrbtnikov in ne puščic. Otroci bodo veseli vsega, mi pa tudi, tako da kar prinesite. Potem pa je naš mesec julij usmerjen predvsem v otroke. Vsako sredo še vedno na Facebook profilu naše knjižnice Pravljična urica ob 17. uri, ki jo pripravljamo zaposleni v knjižnici Trbovlje. Potem pa imamo še 2 pravljični urici, ki jo bomo izvedli v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Trbovlje. Prva je v četrtek, 9. julija ob 10:30 dopoldne. Sodelovali bomo s trboveljskimi gasilci. Gremo pred dom PGD Trbovlje mesto. Mi pripravljamo pravljico, gasilci pa poligon in predstavitev za otroke. Druga pravljična urica bo v četrtek, 23. julija. Dobili se bomo prav tako ob 10:30 na parkirišču pri Zasavskem muzeju Trbovlje. Obiskala nas bo frizerka, Dragi Podlesnik, knjižničarji spet beremo pravljice, ona pa bo predstavila svoj poklic in nam uredila frizure. Potem smo šli pa še v sodelovanje z Zavodom za kulturo, Delavski dom Trbovlje oziroma z njihovim kinom. Pripravljamo risanko s pravljično urico in sicer v nedeljo, 19. julija, s pričetkom ob 16. najprej pravljica, potem pol ure kasneje, ob 16:30 pa še ogled risanke in sicer Kapitan Sabljezobi in čarobni diamant. Knjižnica je za obiskovalce od začetka junija odprta po poletnem urniku, ki so ga bralci in obiskovalci že vajeni. Nekaj tednov nazaj je Dejan Žujić premierno predstavil svoj videospot za pesem S tabo je Slovenija, ki je himna za njegovega prijatelja in vrhunskega kolesarja Primoža Rogliča. Pač prišli smo na idejo, da bi mu zaigrali eno tako himno in zato smo napisali to pesem takrat. Šli smo v studio, skupaj s producentom Dejanom Radičevičem sva pač naredila plan, on je povabil glasbenike, Nejšo na klaviaturi, Mateja Mršnika na kitari, Boštjana Vajsa na bobnih in pa Miheta Korena na bas kitari. Jaz sem odpel vokale, 2 prijatelja iz Kisovca sta odpela back vokale, da so taki še malo bolj pristni. No in pok smo imeli pesem pač narejeno, sem jaz Primožu poslal, sem pokazal, sem ga vprašal, če bi bil pripravljen v videospotu sodelovati in je pač imel čas, ne glih, zato ker je tudi pač bila ta korona. Smo pa kar na hitrco se zmenili in pač posneli videospot skupaj z Andrejem Copotom iz Ljutomera. On je bil pač direktor fotografije in pa tudi montažer. Pri videospotu so sodelovali pač lokalna društva in prijatelji. Res bi se vsem rad zahvalil, sploh kolesarskem društvu Zagorska dolina in pa SK Zagorje,
ker so se pač v takem množičnem številu zbrali tukaj na mostu in smo pol res lahko realizirali takšen videospot, kot je. Ne. Pa tudi vsem ostalim prijateljem, pač tudi Alekseju Dolinšku, trenerju kolesarstva, ki je prišel skupaj s svojo družino tudi na snemanje. Primožu Rogliču seveda in pa tudi bendu, ki je nastopil. Kakšni so prvi odzivi po objavi? Prvi odzivi so fajni, dobri. Mislim, nimamo se kaj za pritoževati. Upamo, da bo res na turu Primožu šlo dobro in da bo takrat tudi še ta pesem ga malo pospremila do njegovih uspehov. Ste spremljali Pokljuko? Sem bil na Pokljuki, smo navijali. Nažalost se ni čisti šlo, ampak tudi drugo mesto je zelo dober rezultat. Se vas je slišalo? Ja, brez skrbi. O nastajanju videospota smo govorili tudi z režiserjem Rokom Hvalo. Takoj, ko je Dejan me poklical, pa da sem slišal komad, sem pa začel nekako pregledovati te skladbe, ki so navijaške od ostalih, ne vem, košarkarske, nogometne, vse in sem pa nekako iz tega naredil en koncept, se pravi, da združuje vse, celo Zasavje Primož. Kako je bilo na snemalni dan, kaj je bilo tisto, kar je predstavljalo največji izziv? Sam snemalni dan je bil stresen že od začetka, ker smo ga že dvakrat prestavili zaradi dežja. In pa smo rekli, zdaj pa ni več manevrskega prostora, moramo iti snemati in zjutraj ob 6:00 dež. Ampak smo rekli, ok, gremo. In pa smo imeli najprej malo oblakov, pa pol vmes sonce, pa spet oblakov. Tako da iz vremenskega vidika je bil kar stres in tudi pol samega Primoža posnet smo imeli nekaj 2 ure. In za koliko ur materijala se je potem nabralo? Samega materijala pa ni bilo to, ker smo še vse in vedeli, kaj rabimo in smo po mojem nabrali nekje 2 urci materijala, to je pa to. Glede na to, da je bilo snemano na cesti, je bilo kaj težav, ste morali imeti kakšna dovoljenja? Ne, jaz sem poklical na policijsko postajo tukaj v Zagorju, ali rabimo kako dovoljenje, pa ne, so rekli, da če bomo upoštevali cestno-prometne predpise, ker smo jih, ne rabimo nobenega dovoljenja. Mene je bilo strah, zaradi tega, ker je bilo to veliko kolesarjev, tudi pa je bilo še ta čas prepovedi zbiranja. Ali bo kaj s tem problemom, pa smo glih se nekako nabrali na teh 50, koliko je bilo v tistem času dovoljeno in hvala Bogu nam je uspelo vse posneti. Vsi smo ponosni, da je tukaj doma najboljši kolesar sveta, Rogla. Takoj po informativni oddaji si boste videospot lahko ogledali tudi na naši televiziji. Zasavska ljudska univerza se aktivno vključuje v počitniške dejavnosti z organizacijo svojih aktivnosti. Kako bo pri njih v juliju in kaj ostalega še ponujajo, pa Anja Lenart. Ja, tako kot vsako leto pripravljamo počitniške delavnice za otroke. Tudi zdaj je že v navadi, da pri programu združimo moči različne organizacije iz Zasavja. Tokrat smo se povezali Mladinski center Zagorje, Mladinski center Hrastnik, Društvo prijateljev mladine Zagorje in pa Društvo prijateljev mladine Trbovlje, pa Zasavska ljudska univerza. Tako da imajo otroci možnost se priključiti na te delavnice vsak dan v tednu, vsaka organizacija pa pokriva svoje dneve. Zdaj, čist konkretno Zasavska ljudska univerza v Zagorju pokrivamo petke. Potrudili smo se, da smo pripravili pester, zanimiv program za otroke. Delavnice bodo pa potekale od 10. ure dalje. Kakšne vrste delavnic pripravljate? Naslednji petek pripravljamo v sodelovanju z Mihaelo Kmetič pravlično urico, gremo na morje. Naslednji petek bomo bolj športni. Triatlonka Neža Kurnikova nam pripravlja športne igre. Potem v nadaljevanju bomo šli malo v gozd, igre v gozdu in pa eksperimenti v gozdu. In pa za zadnji petek v juliju pripravljamo eno delavnico izdelavo domačih lizik in kokic. Kako se prijavijo in ali je število omejeno? Ja, seveda število udeležencev je zaradi same organizacije omejeno, tako da prosimo vse zainteresirane, da se prijavijo bodisi po telefonu ali pa preko elektronske pošte. Telefonska številka za prijave je 03 56 55 131 ali info@vgc-zasavje.si.
Kako pa so sofinancirani vsi ti programi? Vse aktivnosti Večgeneracijskega centra Zasavje so financirane s pomočjo evropskih sredstev, Evropskega socialnega sklada in pa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve. Vse aktivnosti, ki jih pripravljamo, pa so za udeležence, torej za otroke, v tem primeru brezplačne. V Trbovljah so nasproti avtopralnice 2A na naslovu Ribnik 8B odprli istoimenski gostinski lokal s pestro ponudbo raznih osvežilnih napitkov. Med tednom so odprti od 5:30 do 22. ure, ob petkih celo do 23. ure. Med vikendom začenjajo ob 7. uri in so ob sobotah odprti do 23. v nedeljo pa do 22. ure. Več pa v eni od naslednjih informativnih oddaj. Toliko v tednu, ki je prinesel vnovično poostranje ukrepov zaradi omejitve širjenja okužbe s koronavirusom. Tako se je zopet omejilo zbiranje na javnih prostorih na 50 oseb. Ohranjajte higienske navade, ki smo jih izpostavili v marcu, upoštevajte varnostno razdaljo in nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Ostanimo zdravi in srečno!